Gozdarska knjižnica je bila ustanovljena leta 1948 pri Gozdarskem inštitutu Slovenije in vodi jo Maja Petek, ki zna gozdarski literaturi podati svojo vrednost in čarobnost. In danes ima naslov Zakaj ne branje v gozdu? Izvoli. Hvala. Ja, lepo pozdravljeni. Hvala za predstavitev, tale čarobnost me prav prevzela. Moj namen prispevka danes je v bistvu promovirati branje in pa uporabo gozdnega prostora za promocijo branja. Zdaj, zakaj sploh na tem forumu govoriti in predstavljati branje? Ker imamo družbeni problem. Namreč mislim, da je lahko gozdna pedagogika lahko del rešitve. Predstavila bom najprej termin bralna pismenost, potem nekaj o rezultatih raziskav o bralni pismenosti in pa predvsem akcijah spodbujanju branja. Zdaj, bralna pismenost je danes neka temeljna kompetenca, ki je pomembna za vsakega posameznika, da lahko kakovostno živi v družbi, da lahko dela, da lahko živi, da lahko plača položnice, če hočete. Vendar bralna pismenost ni samo branje, je predvsem razumevanje in pa sposobnost kritičnega vrednotenja tistega, kar smo prebrali. Je zmožnost uporabe pisnih informacij v različnih okoliščinah in pa na različnih področjih. Torej je osnova za razvoj ostalih vrst pismenosti, ki jih imate tukaj naštete, pa še niso vse. In nekatere so danes še kako ključne za življenje v naši, recimo, informacijski družbi. Branje, razumevanje in pa vrednotenje prebranega se zlivajo v tako imenovano bralno kulturo. In to je v naši državi prepoznano kot vrednota. In ta vrednota je tesno povezana z motiviranostjo za branje, ki pa se mora začeti že v otroštvu, kot je že prej kolegica tudi povedala, a ne. Odnos do gozda se začne v vrtcu, tudi odnos do branja se začne že v predšolski dobi. In to razvijanje sposobnosti branja, pridobivanje kondicije za branje, to sposobnost je potrebno ohranjati skozi celotno življenjsko obdobje, globoko v starost, kolikor je pač možno. V Sloveniji že vrsto let poteka kar nekaj raziskav stanja bralne kulture. Recimo raziskava Knjiga in bralci poteka že od leta 1973, zdaj leta 2019 je bila izvedena 5. Potem imamo raziskavo PISA, mogoče ste zasledili v medijih kakšne zapise v tem programu mednarodne primerjave dosežkov učencev, ki se izvaja vsake 3 leta, in pa raziskavo PIAAC, ki je mednarodna raziskava spoznavanja kompetenc odraslih. Zdaj, če na hitro preletimo nekaj rezultatov teh 3 raziskav. Več kot četrtina odraslih v Sloveniji je sposobno prebrati in razumeti le preprosta besedila. Torej, nadaljnjih 30 jih dosega samo 3. raven besedilnih sposobnosti, 30%. Se pravi, 30% Slovencev razume in se pravilno odzove na zgoščena in daljša besedila ter znajo v njih prepoznati in interpretirati, ovrednotiti informacije. Samo 30%. In najvišjo raven besedilnih spretnosti dosega samo 5,4% nas. Za ilustracijo, povprečje v državah OECD je 10,6%. Se pravi, pri nas 5,4, povprečje 10,6. Skoraj polovica Slovencev v letu dni ne prebere niti ene knjige. Govorimo o prebiranju knjig, ki niso vezane na delo ali študij. Govorimo o prebiranju zaradi lastne radovednosti in pa širjenja razgledanosti na drugih, torej ne ravno delovnih ali pa strokovnih področjih. Zdaj pa eno intimno vprašanje za vas. Koliko knjig ste prebrali v zadnjem letu? Zase obdržite. Velja. Velja branje tiskanih ali pa e-knjig. Vse velja. Ni razlike, važno je samo, da beremo skoncentrirano. In takšnih rednih bralcev, kot redne bralce štejemo osebe, ki so prebrale več kot 10 knjig na leto, je samo 13% po teh raziskavah.
Boljši bralci ali pa največ bralcev najdemo med mladimi odraslimi in pa med, recimo temu, mlajšimi upokojenci, kar je zelo optimistično. Raziskave tudi pokažejo, da ženske berejo več kot moški, čeprav slike, ki jih spremljate na PowerPointu, mogoče dokazujejo ravno obratno. Največ berejo mladi odrasli med 18 in 24 letom, se pravi, recimo temu študentska populacija, a ne, kar je optimistično za prihodnost. In pa največ berejo tudi starejši med 65 in 75 letom, se pravi upokojenci, a ne, po 65 recimo, da dosežejo neko tako normo za upokojitev, a ne. No, vemo pa iz raziskav, da je najmanj bralcev med delovno aktivnim prebivalstvom, med 45 in 65 letom, in ti tudi ne dosegajo, po drugi raziskavi, ne dosegajo rezultatov besedilnih spretnosti, kot jih dosegajo mlajši. Torej, to v primerjavi z mlajšimi niso tako zelo funkcionalno pismeni, kot so pač mlajši. In povezava med branjem in bralnimi spretnostmi je tako seveda dokazana. Sposobnost branja, kondicija branja, bralna kultura sta seveda tesno povezani tudi s stopnjo izobrazbe. 44% odraslih z dokončano osnovno šolo ne bere. Tisti s končano srednjo šolo je v Sloveniji 52% in od teh bere vsak tretji. Visoko izobraženih je v Sloveniji po nekih statističnih podatkih 25% odraslih ljudi, a ne, tukaj ne štejemo otrok zraven, in od teh jih 20% ne bere. No, to pa mislim, da je za to omizje problematično, ker če rečemo takole na počez, a ne, pomeni, da tukaj vsak peti ne bere. In tukaj imamo visoko izobražene ljudi. In družba in s tem tudi delodajalci bi morali seveda spodbujati zaposlene k branju, k vseživljenjskemu učenju, in če bodo brali odrasli, bodo brali tudi otroci, ker branje se začne doma. Samo slaba tretjina slovenskih staršev redno bere svojim otrokom. Govorimo o pravljicah, prejšnje vprašanje, a ne, kaj je bilo. Ostali se očitno ne zavedajo odgovornosti pri vzgajanju bralnih navad otrokom. In mogoče še en zanimiv podatek. Raziskava je pokazala, da založenost domače knjižnice bistveno vpliva na razvoj bralne pismenosti pri otrocih. Rezultati te mednarodne raziskave kažejo, da je meja med bolj in manj uspešnimi otroki 100 knjig, ki so otrokom dosegljive doma, v domači knjižnici. Torej, domača naloga za vas, preštejte knjige, ki jih imate doma, in ali so te knjige vidne in dosegljive vašim otrokom ali pa vnukom. Tisti, ki pa še nimate otrok, pa razmišljajte o tem, da boste imeli 100 knjig do takrat, ko boste imeli otroke, a ne. Seveda je pa povprečna knjižnica v Sloveniji se izkazala za malo manjšo od tega praga 100 knjig, povprečje je 80 knjig. Velikost knjižnice je tesno povezana tudi s skupno močjo prebivalstva. V Sloveniji je statistika, da kupimo 2 knjigi na prebivalca, na Norveškem kupijo recimo 10 knjig na prebivalca vsako leto. In vrzel v dostopnosti do lastnih knjig lahko in jo tudi zapolnjujejo splošne knjižnice, ki so tako na Norveškem, če sem že prej omenila, kot tudi pri nas dobro razvite, dobro založene in tudi razvejane, torej dostopne. Zdaj pa k nekim rešitvam. Če je bil namen ustanavljanja čitalnic v predprejšnjem stoletju širjenje slovenščine pa spodbujanje narodne zavesti, je danes dvigovanje bralne kulture in pa prilagajanje seveda so te akcije prilagojene današnjemu času. In s tem, ko govorimo, samo da govorimo o branju, to, da jaz danes govorim, ne, in delam branje vidno javnosti, upam, da s tem navdihujemo, da ustvarjamo boljšo skupnost, da ozaveščamo o pomembnosti dostopa do knjig in pa do informacij, da širimo tudi konec koncev demokratično pravico do pogovora, do medsebojnega učenja, do širjenja informacij in tako spodbujamo kritično mišljenje, kritično reševanje problemov, da spoštujemo oziroma tudi spodbujamo spoštljivo komunikacijo in spodbujamo medsebojno razumevanje. Eden izmed takšnih projektov je Nacionalni mesec skupnega branja, ki ravno poteka. To je enomesečna manifestacija branja, razvijanje bralne pismenosti, bralne kulture med Slovenci, doma, v zamejstvu in pa tudi po svetu, ker poteka pod okriljem Unesca.
poteka že od leta 2018. Če ste mogoče kje zasledili tale moder plakat, te dni je to. In te akcije so posledica vseh tistih raziskav, oziroma rezultatov raziskav, ki sem jih prej predstavila. Gozd je učilna, drevesa so čudesa našega sveta. Vsako posebej nas zna nagovoriti, zato nas vabi, da mu prisluhnemo. Stopimo v dvorano skrivnosti dreves s knjigo in besedo. Ne moram vprašati, kdo je to napisal. A boš dvignil roko? To so besede iz vabila, ki vabijo k akciji Beremo v gozdnih knjižnicah. Gre za idejo, da bi branje umestili v gozd, v gozdne učne poti in oziroma dodali tudi ta vidik v te naše učne poti oziroma gozdne poti. Akcija Beremo v gozdnih knjižnicah poteka, kot sem že prej omenila, pod okriljem Nacionalnega meseca skupnega branja in pa ob Svetovnem dnevu turizma. Z namenom narediti branje vidno, peljati branje v javni prostor, ne samo na tiste sedeže na avtobusu, ki so rezervirani za bralce. In to branje je lahko sicer zelo intimno, lahko je pa tudi zelo javno. Partnerji tega projekta so Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Andragoški center Slovenije in pa Gozdarski inštitut Slovenije z našo gozdarsko knjižnico. In na ta način želimo spodbuditi bralno kulturo in ozaveščati o pomenu branja in tudi promovirati gozdni prostor in njegov pomen za človeka in pa za njegovo zdravje. Zdaj, v sklopu tega predavanja upam, da sem vam podala neke vsebine za razmišljanje o pomenu branja, ki ni ravno gozdarska tema, priznam, ampak če združimo branje in gozd, lahko pridemo do tiste vloge gozda, ki omogoča nek zen, ki izboljšuje počutje, ki zmanjšuje stres. K tej akciji so pristopila različna društva, šole, podjetja, ustanove, knjižnice in druge organizacije, in organizirale dogodek branja v gozdnem prostoru. Mogoče so to organizirali letos prvič na našo pobudo, nekateri to že organizirajo redno. Zdaj, točno število prijavljenih nam lahko zaupa samo Jože Prah. In za zaključek, seveda, ko boste naredili to domačo nalogo in prešteli vse knjige doma in mogoče našli zopet svojo ljubo knjigo, vas vabim, da letošnji Svetovni dan turizma, torej 27. september, preživite ob branju, po možnosti ob branju v gozdu. Mogoče v kakšni gozdni knjižnici, mogoče pa se celo pridružite kakšnemu dogodku v okviru akcije Beremo v gozdnih knjižnicah. Hvala.